ta predlog je glasovanje. Kakšne spremembe gre, kaj ste sprejeli? Torej, zagotovo gre za največje spremembe v zgodovini kluba. Sprejeli smo odločitev, da se pogodba z našim turškim partnerjem potrdi in začne izvajati. Pomeni pogodba o solastništvu podjetja, na katerega se prenaša kompletno poslovanje celega kluba. Torej, podjetje bo imelo 4-člansko upravo. Kako ste se dogovorili glede tega, kdo bo v tej upravi? Torej, gre za neko logično in praktično odločitev, glede na to, da je gospod Ban tisti, ki dnevno vodi operacije, skupaj zdaj že seveda v sodelovanju z turškim partnerjem, in je pravzaprav en praktičen razlog, da je on tisti, ki je na eni strani dnevno vpleten v operacije, hkrati tudi zastopnik in podpisnik kluba v tem podjetju. Kako je bila zagotovljena sklepčnost na tej skupščini? Ja, torej, dobili smo soglasja vseh članov, tako da ni bilo problema s tem. Kaj pa še tisto, kar ste vi zahtevali, kar daje garancijo, da se to ne bo nekako sfižilo? Ja, torej, teh garancijskih elementov je več. Pogodba je obsežna, je na več 10 straneh, skoraj 100, tako da so mnoge varovalke zagotovljene. Imeli smo zunanje neodvisne svetovalce, tako v pravnem kot finančnem smislu v tem procesu. Torej, gre za to, da je klub finančno stabilen. Dejstvo je, da že od junija bi imeli težave, kolikor ne bi imeli danes partnerja, saj z najkasneje stečajem Bordeauxa bi se mogoče začeli lahko hudi problemi za ta klub. Tako da zagotovili smo finančno stabilnost, ki ne more biti manjša, kot je danes. Predvsem pa ključna varovalka je, da tudi okolikor se kadarkoli zgodi karkoli, kar nam ne bi bilo všeč, da klub dobimo v takem stanju, kot smo ga do partnerstva predali. Zdaj, več čas govorimo o partnerstvu, Adjun pravi o lastništvu. Kaj je najbolj res? Zdaj, če smo solastniki podjetja, pol smo partnerji. Ali?